Cilji spodbujanja pridelave in predelave trajnostno pridelane lokalne hrane ter njene promocije kot zdrave, okolju in posamezniku prijazne in pa vsem dostopne dobrine smo želeli z operacijo EcoCool zarisati krajše in pa učinkovitejše poti med pridelovalci in porabniki te hrane v lokalnem okolju brez nepotrebnih in pa potratnih stranpoti. Izvedli smo EcoCool festival v dvorcu Rakičan, ki je bil organiziran z namenom promocije trajnostnega načina življenja in pa predstavitve lokalnih ponudnikov z ekološko pridelanimi pridelki in izdelki. Na EcoCool festivalu smo velik poudarek namenili tudi inovativnosti in pa kreativnosti pri pripravi jedi z ekološkimi sestavinami. V sklopu operacije EcoCool smo strmeli k vpeljavi ekoloških in pa lokalnih proizvodov v vsak dan prebivalcev. V ta namen smo obiskali tudi lokalne ponudnike, ki smo jih vključili v projekt. Naša ekološka kmetija EcoGrunt obdeluje dobrih 15 hektarov ekoloških nasadov. V glavnini imamo samo jabolka, nekaj malega pa tudi sliv, marelic, breskev, hrušk, naši jabolki in kakšna semena. Proizvajamo tudi naravne sokove, s katerimi zalagamo že skoraj da celotno Slovenijo z lastno distribucijo, predvsem gostilne, lokale, šole, vrtce in druge ljubitelje naravnih sokov. Smo družinsko podjetje, kjer zraven naju z ženo nam pomaga še 5 pridnih delavcev, s katerimi obdelujemo nasade. Ko pa je slabo vreme, pa smo proizvodnji in polnimo sokove. Na naši kmetiji imamo že od leta 2009 ekološko certificirano proizvodnjo jabolk. Celoti pa je kmetija in podjetje ekološko certificirano od leta 2017. Na naši kmetiji raste več kot 20 sort jabolk, predvsem starejše in novejše odporne sorte, katere v glavnini pridelujemo kot namizno jabolko. Iz njih pa tudi izdelujemo sokove, ki so podlaga za mešanje z ostalimi sadnimi okusi in pa za ekološki kis, kateri je vedno bolj iskan. Na naši kmetiji imava z ženo že od leta 2009 prodajalno Špejza, kjer lahko dobite zraven naših jabolk in sokov tudi lokalne ekološke pridelke. Od lani pa je tudi prodajni avtomat, ki je na voljo 24 ur na dan za vse, ki želijo domačo hrano. Skupaj z predelavo naših lastnih surovin in sadja, ki ga pripeljejo okoliški kmetje, na leto predelamo približno okrog 500 ton sadja. Zraven naših 3 blagovnih znamk zelo dobro sodelujemo tudi z večjimi trgovskimi verigami iz celotne Slovenije. Smo družinska oljarna z že skoraj 95-letno tradicijo, predstavljam 3. generacijo in že od leta 1929 se ukvarjamo z tradicionalno predelavo semen v olje, predvsem bučne semena v bučno olje. Od leta 2016 smo tudi certificirani kot ekološka oljarna, se pravi, lahko izvajamo storitev ekološkim predelovalcem, imamo ekološke izdelke. Približno 25 let nazaj smo se začeli ukvarjati tudi z čokolado kot prvi izdelek, kateremu smo vključili bučna semena in bučno olje. Potem pa smo se vsako leto povezali z katerim izmed, po mojem mnenju, dobrim proizvajalcem dobrih izdelkov, katerim smo dodali prav tako bučne semena ali bučno olje in danes imamo že precej široko paleto izdelkov, od suhe salame z bučnimi semeni, med z bučnimi semeni, sušeni lušt paradižniki v bučnem olju,
testenine z bučnimi semeni, sladoled z bučnim oljem kot dva nova izdelka. V lanskem letu smo pa v sodelovanju z blagovno znamko Heaven and Hell naredili džin z bučnimi semeni in bučo, pa tudi bučni čips. Bučna semena, ki jih uporabljamo za predelavo v olje, prihajajo iz naše bližnje okolice oziroma radius nekje 45 km. V tem radiusu imamo že dolgoletne kooperante, če lahko tako rečem, se pravi pridelovalce, ki poskrbijo za kolobar, poskrbijo za spravilo semen, pranje in sušenje. Mi nato od njih semena odkupimo in skozi celo leto pridelujemo čisto sveže domače bučno olje. Z našo prenovo domačije in oljarne smo pa svojo dejavnost tudi malo razširili v smeri turizma, tako da pri nas je lepo, vabljeni na ogled in na pokušino. Začetki naše ekološke pridelave segajo v leto 1998, ko je moj oče posadil prvi vinograd s sortami Sauvignona, Chardonneja pa sivega Pinoja. Od takrat naprej smo se pač učili in počasi z leti sva z bratom tudi prevzela celoten posel, bomo temi rekli. Razširili smo pridelavo iz 1 do 2 hektarjev na skupno 6 oziroma 7 hektarjev vinogradniških površin. Sortna sestava je v bistvu zdaj kar pestra. Imamo Sauvignona, Chardonneja, Laški Riesling kot klasičnih sort, pa tudi kar nekaj novih sort, se pravi tolerantnih, odpornih sort, ki so nedavno prišle tudi na listo dovoljenih sort v Sloveniji, kar nas zelo veseli, saj je dosti lažje v bistvu pridelovati na ekološki način s temi sortami. Naša vsa vina so ekološko certificirana, tudi kar se v bistvu kletarjenja tiče, naša paleta vin je kar pestra, imamo od, bomo rekli, klasičnih belih rozé vin, pa do penečih variant, naravnih penečih vin v tej različici, pa potem tudi oranžna macerirana vina, pa klasične penine, skratka, veliko različnih vin za različne okuse. Pridelava v bistvu poteka naravi in človeki prijazno, brez uporabe herbicidov, brez uporabe umetnih gnojil, brez sintetičnih fungicidov, bomo rekli. Skrbimo za to, da je okolje zdravo, ter da je seveda na koncu kupec zadovoljen z odličnim vinom. Ukvarjam se predvsem z pridelavo ekoloških žit, kot so pira, pšenica, rž. Pridelujem pa še tudi ostala žita, kot so enozrnica, ječmen. V pridelavi svoje ekološke težim k temu, da bi uporabljal čim več slovenskih avtohtonih sort. Občasno se v kolobaru pojavljajo tudi oljnice, kot sta sončnica in oljna ogrščica. Pojavljajo se še pa ajda in proso. Iz vseh teh omenjenih izdelkov jaz izdelujem na lastnem ekološko certificiranem mlinu moke z drobem. Z svojih surovin, ki jih pridelam, pa izdelujem tudi kaše. 2018 je kmetija razširila svojo ponudbo v tej smeri, da sem začel izdelovati testenine. Testenine delam iz lastnih mok in z dodatkom vode, se pravi, da so primerne tudi za vegane. Vsi večinoma, ki delajo testenine z jajci, jaz sem pa rekel, da bom poskušal na ta način. Na kmetiji so tudi prašiči, vsi so ekološke reje. Trenutno je 7 prašičev, težkih okoli 100 kg, so križanci med krško-poljsko, avtohtono slovensko pasmo ter durokom. Na letošnjem ocenjevanju dobrote slovenskih kmetij je moj izdelek svedri iz bioenozrnice dosegel zlato priznanje, kar je neka potrditev mojega uspešnega dela in poti. Kmetija je od leta 2013 vključena v ekološko kontrolo pri akreditirani organizaciji. Se pravi, prvi ekološki certifikat je pa prišel v Lutvrce leta 2015 in od takrat naprej je vedno prisoten, saj ga treba vsako leto obnavljati.
Bavimo se s kmetijstvom, z ekološkim smo se začeli baviti leta 1995 leta. Delamo okrog 55 hektarov zemlje, bavimo se z poljedelstvom, živinorejo, imamo krave, dojilje, imamo svinje, kokoši, te malo zelenjave, oljnice, kak je lan, konoplja, buče. Smo si pred 25 leti umislili potujočo prodajalno, tako hodimo svoje stvari udavati v Ljubljano na tržnico, pa Medvode na tržnico ob sobotah. Doma imamo mlin, imamo luščilce razne, nabavili smo si tudi nekaj specialnih strojev za prebiranje, da imamo olje, stiskamo hladno, stiskana, imamo 8 ali 9 različnih olj, konopljino, laneno, ričkovo, sončnično, bučno, orejovo, črna kumina, pegasti badel. Meso je zdaj tako, zakolejo, razsekajo, spakiramo, vakuumiramo, pa zorimo 2 do 3 mesece. Naš nasad aronije, ko ga vidite za mano, je letos praznuje obletnico 10 let, kar smo tudi obeležili z manjšim piknikom za vse naše pridne pomagače, bom jaz rekel tako čisto domače. Prvi nasad aronije v Pomurju ali pa med prvimi. 10 let, takoj smo šli v ekološko pridelavo, vsi naši nasadi imajo ekološki certifikat. Z aronije pridelujemo vse od čistega soka do čistega žganja, se pravi marmelade, razne likerje, čaje, celo sušeno, cel sortima. Vse naše sadje predelamo sami v naši lastni proizvodnji, to pa zaradi tega, da lahko na ta način najbolj zagotovimo kakovost. 100% sledivo sadje, pa kaj se danes pobere, se isti dan predela. Tako da res ne uporabljamo nobene kemije, nobenih konzervansov, čisto naravno ekološko. 5 let nazaj smo zasadili nasad šipka, eden redkih nasadov šipka v Sloveniji, mislim, da ni edini, ima tudi že ekološki certifikat, dobite čisto domačo marmelado z čistega šipka, brez dodanih jabolk, hrušk. Naša posebnost od šipka pa je najverjetneje čisto žganje iz šipka, ki pa ga ne dobite v Sloveniji nikjer drugje. Ker smo se hoteli še malo razširiti, smo lani zasadili en nasad hrušk veljamovk, tako da v prihodnji sezoni bo se še dobilo kaj z hruška, še marmeladica, tudi seveda veljamovka. Ampak je tudi nasad hrušk je v preusmeritvi, tako da bo ekološka pridelava vse komplet. Kompletna kmetija, kot sem že enkrat poudaril, je ekološka. Kmetija Jana, prvotno so bile za Jano Pike, so pa začetnice naših imen. Naša šefica je Jana, jaz sem Aleš, pa imamo 2 hčeri, Nežo pa Ajdo. Tako da iz vseh teh spletk je nastalo ime naše kmetije. V prihodnosti z letošnjim letom upamo, da do konca leta je nov projekt, širimo destilarno, ker tudi vso žganje sami predelamo, se pravi ga skuham jaz. Pa v planu do decembra upam, da bo uspelo en taki malo večji degustacijski prostor, tudi za skupine tam od 30 do 50 ljudi, lahko pa vodeni ogledi kmetije in predelave. Sva Maša in Aljaž na kmetiji Maša Aljaž v Dolencih. Gojiva zelenjavo na ekološki način oziroma v kombinaciji z biodinamiko. Gojiva sezonsko zelenjavo, pri nama se lahko dobijo gajbice. Trenutno smo v 3. sezoni najine tukajšnje zgodbe. In potem, če že pridelujeva zelenjavo, sem rekla, zakaj ne bi še cvetja pridelovala. In z njim ustvarjala dekoracijo. Zdaj, ali gre za šopke, ali gre za cvetlično dekoracijo raznih dogodkov, eventov, tudi poroke zelo rada delava. Gojiva cvetje, ki je
bom rekla, zelo tipično tudi po svetu. Jaz pa rada tudi vzamem tudi še karkoli iz narave, kar mi narava ponuja, se pravi travniki ali pa gozdovi. Nama se zdi, tako kakor pridelava zelenjave na ekološki način pomembna, je tudi zelo pomembno poudariti, da je tudi pridelava cvetja na ekološki način pomembna in uporaba pri cvetličnih dekoracijah uporaba lokalno pridelanega cvetja. Zaradi tega smo v postopku pridobivanja ekološkega certifikata, se nam zdi tudi ena zelo pomembna stopnička v najinem razvoju za prihodnost, se to daje tudi eno zaupanje tudi za stranke. Zaključila bi jaz, ostanite v lokalno pridelanem cvetju. Smo družina Divjak, nahajamo se v majhni vasi Dobrava iz občine Križevci pri Ljutomeru. Ukvarjamo se s pridelavo in predelavo zelišč in jagodičevja, tako smo v letu 2018 uredili svoj nasad in začeli z našo novo kmetijsko dejavnostjo. Danes vam z veseljem predstavljamo našo pestro ponudbo izdelkov, ki so rezultat našega dela in pa ljubezni do narave. Ponujamo več vrst čajev, čajnih mešanic, zeliščnih in sadnih sirupov, zeliščnih likerjev, tudi zeliščno sol, ki je pa že kar poznana ljudem. Na kmetiji imamo tudi 2 čebeljaka in 30 čebeljih družin. Vsa zelišča na naši kmetiji pobiramo ročno. Pomembno je, da jih pobiramo v lepem in sončnem vremenu, saj imajo takrat največ zdravilnih učinkov in pa tudi največ arom. Najprej odberemo odmrle dele, poškodovane dele in jih zložimo potem na lesene lese, kjer jih potem posušimo v naši domači sušilnici. Ko pa so zelišča posušena, jih zapakiramo v papirnate vreče in jih zapremo v posode. Zelišča mešamo glede na podobnost zdravilnih učinkovin, da so nam potem v pomoč pri določenih težavah. Vsaka naša čajna mešanica je res skrbno pripravljena. Od nabiranja do končnega izdelka, ki pride v skodelico, poskrbimo, da dobimo res le najboljše od narave. Verjamemo v naravno in trajnostno kmetovanje. Vse izdelke pridelujemo ročno, skrbno in kakovostno ter pridelane naravi prijazno. Smo ekološka kmetija Paldov, prihajamo iz Vučje vasi. Ukvarjamo se s pridelavo in predelavo poljščin, delamo blagovno znamko Bi-Eko, trenutno obdelujemo 30 hektarjev ekoloških kmetijskih površin. To so razna žita, oljnice, imamo oljna ogršica, konoplja, lan, sončnice, buče, še več se najde. Doma kaj pridelamo, tudi predelamo, vse stranske produkte porabimo doma še za nastil za kokoši. Meljemo se z mlinom na kamen, razne moke, zdrobi, kaše. Testenine delamo tudi brez jajčne, razna olja, tudi hladno stiskana. Kaj sladkega se tudi najde, kakšna čokolada, medenjaki, zdravi medenjaki, brez sladkorja. Od živali imamo kokošje nesnice, tako da imamo tudi ekološka jajčka. Od mesnih izdelkov pa imamo krško-poljske prašiče, katera ena kmetija za nas jih redi. Tako da v bistvu so tudi na razpolago mesni izdelki krško-poljskih prašičev. Za več ponudbe priporočam, da se same prepričate oziroma si pogledate pri nas v Vučji vasi v trgovinici oziroma na spletni strani bieko.si. V ekološko kmetovanje smo stopili z januarjem leta 2019, tako da v začetku leta 2021 smo dobili certifikat bio oziroma eko, tako da s ponosom danes lahko povemo, da smo ekološka kmetija. Naše produkte lahko dobite na večjih mestih, se pravi bodisi na spletni strani bieko.si, v naši trgovinici v Vučji vasi, raznih manjših trgovinah po celi Sloveniji.
potem še imamo tudi v trgovski verigi Spar. Drugače pa kaj najbolj, bomo rekel, dostopno, pa 24 ur dostopno so 3 prodajni avtomati. Tam notri je tudi do okrog 30 različnih produktov. Se trudimo delati dobro, zato tudi v prihodnje planiramo nove produkte, razvijamo. Delali še bomo naprej v tem smeri, se pravi ekološko predelovali hrano. Tako da ja, želimo čim več butične prodaje. No. Oblikovali smo tudi koncept ekoporoke, v okviru katerega smo želeli oblikovati celoten koncept dogodka, izvedenega povsem v skladu s trajnostnimi načeli. Ekoporoka je okolju prijazen dogodek, namenjen je številnim udeležencem, ob izvedbi pa so v celoti upoštevana načela ekološke pridelave in pa postrežbe. Storitev je unikatna v tem prostoru. Ekološki pristop pa botruje izbiri okolju prijaznih materialov, lokalne in ekološke hrane in tudi cvetja. Uporabljajo se predvsem naravni materiali v aranžmajih, prav tako pa se ne proizvajajo nepotrebni odpadki. Poročni meni smo pripravili v sodelovanju z kuharskim mojstrom. Ekološki pristop se ne odraža le v izbiri ekoloških ponudnikov, temveč tudi v izbiri sezonske hrane, ki smo jo vključili v meni. Kar da poseben čar ekoporoki je bogata naravna in kulturna dediščina samega dvorca Rakičan. Poroka se tako lahko odvija na travniku, v grajskem parku, na grajskem dvorišču, v grajski kapelici ali pa v eni izmed grajskih dvoran, ki se nahajajo v dvorcu Rakičan. Ekološka hrana ni zgolj še en trend na področju prehranjevanja, temveč je dejansko nujen in nepogrešljiv temelj tako za okolje kot tudi za zdravje sodobnega posameznika in tudi celotne družbe. Naj poudarimo, da se ob enem EkoKul zaveda, da ekokulinarika ne sme postati neka luksuzna dobrina premoženjske peščice prebivalstva. Zato smo skozi projekt nagovarjali tudi tiste, ki na koncept ekološke hrane bodisi niso pozorni na njo, bodisi so prepričani, da zanje ni cenovno dosegljiva. Rezultat vseh projektnih aktivnosti RIS dvorca Rakičan in kar je za nas najpomembnejše, pa je pridobitev ekocertifikata gostinske ponudbe. Ponosni smo na to, da smo snovali avtentični produkt ekoporoka, ki je obogaten z ekološko ponudbo.